Z nami je Janez Usenik. Janez, lani ste točno tukaj na Naskovem dvorcu razpredali o tem, oziroma ugotovili ste, da za vaše zakonske težave nista kriva vidva s partnerko, ampak vaše narobe postavljeno pohištvo. Pa me zanima, če ste med tem feng shui in te zadeve, ne? Če ste med tem kaj redekorirali stanovanje. Ne, ženo imam še vedno noter, tako da glavni razlog zakonskih težav ostaja. Ne, hecam se. Danes bom bolj o drugih temah govoril tudi. Katerih? V bistvu bo rdeča nit glasba. S sabo imam zelo dobrega pianista in jaz bom zelo slab vokalist. Ne, pač o tem, kaj glasba pomeni v življenju, sploh bom pa šel malo, prav bom nekaj novega. Ste tudi novinar, pa me zanima, kako se da kaj skompenzirati te komične in te zelo, zelo resne zadeve. Dobro, tisti, ki spremljajo moje delo, vejo, da se dostkrat jaz norčujem tudi takrat, oziroma šalim takrat, ko delam tudi kot novinar, tako da nimam tistih zelo, zelo resnih zadev prav veliko, ampak se da, se vedno šlavi človek smisel za humor. Treba je to odločati, enkrat si resen, enkrat nisi. Ta pridih humorja oziroma ironije, morda kakšno breme, recimo, da morda vas ne bi poslali na kakšen hudo resen teren zaradi tega, ker bi lahko izpadlo smešno? No, običajno so strokovnjaki za resnejše terene druge, čeprav delamo vsi vse, ampak se je razdeljeno, funkcije so deloma razdeljene, ampak se pa razume, ko je resen teren, tudi mene se dotakne in postanem zelo resen. Kako pa je zdaj kaj s tem stand-upom? Ste samo občasni stand-uper ali bolj pogosteje? Zelo občasni, nekaj malega sicer spremljam, ampak pa tudi jaz stand-upa ne jemljem to kot samostojno vrst, ampak kot eno od vrst komedije, pač monokomedijo in to, kar danes delam čisto tehnično, mogoče ne bi stand-up, ker ne bi smo imeli glasbe, recimo. Pa ste morda že ugotovili, katere so teme, ko se jim publika slovenska najraje smeji? Slovenska publika, ne vem, odkot je prišla ta fama, da Slovenci nimamo smisla za humor. Slovenska publika je izjemno hvaležna in se smeji skoraj vsemu, res lačna humorja. Prav tudi iz tujine, ko so prišli gosti, so rekli, da se jim zdi neverjetno, da se smejijo res vsakemu in vsaki šali in da je to čudovita publika. Upamo, da bomo nocoj siti. Hvala lepa, Janez.